Nocoj na seji ni tekla beseda krožišče v Lipi, kdaj bodo zabrneli delovni stroji? V bistvu je to vprašanje za investitorja, to je direkcija za infrastrukturo, ampak po moji informaciji bi naj res v začetku oktobra pričeli z deli, da je v bistvu je vse pripravljeno, tudi tiste ovire ali pa težave v zvezi s pridobivanjem zemljišč so zdaj odpravljene. Tako da resnično verjamem, da bomo še v letošnjem letu pred začetkom smučarske sezone tam se vozili v krogu. Potem v času gradnje ta promet tekel bo... To pa ni župan pristojen. Mi smo preverjali na direkciji pravijo konec septembra, zato smo preverjali, na cesti nismo videli še nobenih delovnih strojev. Mogoče zdaj k proračunu, zakaj je potreben spraviti? Pri proračunu, pri planu vedno pride do enih določenih sprememb, odstopanj, življenje teče po svojem in mi ugotavljamo, da imamo za dobrih 300 tisoč evrov večji prihodek, kot smo prvotno načrtovali. V prvi vrsti gre tu na račun pridobljenih sredstev za sanacijo škode na cestah, pridobljena sredstva in pa seveda določeni prerazporeditve sredstev prihaja, tako kot življenje prenese in videli ste, da tudi ni bilo nekih velikih pripomb. V bistvu smo veseli, če uspemo povečati prihodkovno stran, potem je lažje se pogovarjati o odhodkovni strani. Največkrat pa, kot sem dejal, gre za usklajevanje življenja z tistimi računovodskimi standardi, ko mora vsak namen sedeti na svoji postavki. Da že snujete proračuna za prihodnji 2 leti, ali imam pravo informacijo? Mi se pogovarjamo o proračunu za leto 2017. Seveda je težko načrtovati, ko v bistvu imaš samo ulične govorice, uradnega dokumenta o višini povprečnine še vedno ni. Upajmo, da bo res tistih 530, ampak jaz vedno vztrajno ponavljam, da je tista realnost, bi pa morali biti 650, 660. Če bi hoteli zagotoviti servis za občane v tistim obsegu, kot ga predvideva naša pravna ureditev. Seveda bomo veseli teh nekaj tisoč evrov več, pa vendar nekako na grobo, ko se pogovarjamo, vemo, da imamo v izvajanju že eno investicijo in da je v začetku leta predvidena še ena večja, govorimo o vrtcih Prevrat in pa Loče, tako da ne bo težko nekako porabiti tistih nekaj 10 tisoč evrov več, kot bo prihodka. Pa vendar nekako včeraj smo na sestanku s predsedniki krajevnih skupnosti že malo osvetlili princip, ki bi ga radi uvedli, kajti vemo, da je zakonodaja prinesla, da je dolžna občina izvajati vse postopke javnega naročanja, da krajevne skupnosti ne smejo več samostojno izvajati teh postopkov, kar pomeni, da smo prisiljeni, da preko strokovnih služb občinske uprave vodimo te postopke in nekako si poskušamo, prizadevamo si v smeri, da bi investicijska sredstva ostala enaka kot v letošnjem letu, vsaj na enakem nivoju, govorim za krajevne skupnosti. Pri vzdrževanju lokalnih cest podobna zgodba, ostaja enako. Kar se pa tiče krajevnih skupnosti in vzdrževanja javnih poti, pa bi želeli namakniti 30 do 40 tisoč evrov več, da bi v okviru tistih rednih vzdrževalnih del prišli do tega, da bi določen odsek preplastili, ne pa da krpamo krpo na krpo. In pa še ena novost, ki so jo vsi predsedniki pozdravili, da bi del sredstev, s katerim bi povečali samostojno poslovanje krajevnih skupnosti, namenili tudi za postavko tako imenovano funkcionalno poslovanje, za redno poslovanje in pa za reševanje tistih nepredvidenih dogodkov sredi leta, kajti gre za večinoma manjše zneske, ki pa ljudem vsekakor veliko pomenijo. In hkrati se pripravlja tudi še v letošnjem letu spremembe odloka o financiranju krajevnih skupnosti, kjer bi upoštevali poleg tistih osnovnih dejavnosti, ki so podobne vseh krajevnih skupnosti, da bi upoštevali tudi specifiko. To je domovi krajanov, razna igrišča, potem površine, ki jih imajo v upravljanju in v urejanju, tako da bomo
približali, razpoložijo finančna sredstva tudi dejanskim potrebam posameznih krajevnih skupnosti. Je pa to težak zalogaj, kajti vemo, da ima največja krajevna skupnost približno 5800 prebivalcev, najmanjša pa okrog 150, tako da nikoli ne bomo vsi zadovoljni. Mene samo še zanima, kako daleč pa je projekt protipoplavnih nasipov na Zbelovem? Pri protipoplavnih nasipih na Zbelovem smo aktivno pristopili k vsestranski obravnavi tega projekta. Tako smo že v letošnjem letu pričeli s projektiranjem novega mostu pri samem gasilnem domu na Zbelovem in pa pripravljena je dokumentacija za posodobitev za novogradnjo kanalizacijskega sistema na Zbelovem, ki mora biti voden preko tega prelivnega bazena, ki pa bo zgrajen v okviru protipoplavnih nasipov. Kot sem pa že dejal na sami seji, je prišlo do krajšega ali pa nekajmesečnega zastoja, kajti eden od lastnikov zemljišč, s katerim smo imeli v bistvu vse dogovorjeno, je nažalost umrl in sedaj čakamo na sogovornika, da nadaljujemo vso stvar. Na Ministrstvu za okolje in prostor pa smo imeli zeleno luč, da vkolikor bomo mi pomagali pri pridobivanju zemljišč, da bo možno pridobiti gradbeno dovoljenje, potem bodo nekako uvrstili protipoplavni nasip na Zbelovem in pa na Mlačah v kohezijski projekt urejanja porečja Drave. Tako da upamo, da bomo čez nekaj mesecev imeli boljše informacije kot v tem trenutku in v bistvu je sama izvedba, če bodo stvari stekle tako, kot si jaz želim, bo v naslednjem letu pa res prišlo do izvedbe. Mi v proračunu pripravljamo rešitve, kar se tiče novogradnje kanalizacijskega sistema. Imamo A pa B varianto in A varianta je, se pravi, ureditev kanalizacije na Zbelovem. Tudi sekundarna kanalizacija na območju nekdanjega Konosa. V bistvu je bila to B varianta, A varianta je bilo Zbelovo, ker pa ni prišlo do realizacije prvotnega, se pravi ureditve na Zbelovem, smo sredstva preusmerili in v tem trenutku so dela že stekla in po pogodbi bi naj do 1. decembra sekundarna kanalizacija bila zgrajena, kar pa seveda še ne pomeni, da bodo prav vsi priključeni, ampak v naslednjih mesecih pa bodo. OPN še ni sprejet, je pa končno prišel na mize tudi svetnikom, verjetno uspeh po teh 10 letih. Ja, to je resnično takšno olajšanje po dobrih 10 letih truda in prekladanja na koncu pik in vejic birokratskih zadev. Jaz sem izjemno vesel, da smo ta prepotreben dokument, ki je osnova za nadaljnji razvoj občine, končno dobili na mize in da jaz verjamem, da vse tista drobna razhajanja glede gradnje enostavnih objektov za potrebe kmetijstva, da bomo tudi to rešili do naslednjega branja, to je do oktobrske seje in to pa pomeni potem res zeleno luč za nadaljevanje izgradnje tako na poslovnem področju, stanovanjskem in delno tudi je pomemben ta dokument prej sem tudi uvodoma povedal oziroma na koncu seje povabil svetnike in svetnice na dan odprtih vrat podjetja Trixie Aviation, kjer je danes zaposlenih 25 ljudi in imajo ogromne načrte. V bistvu bodo v dobrem letu podvojili število zaposlenih in tudi proizvodnjo, tako da je pa ta OPN predpogoj za izgradnjo ene utrjene steze za preizkušanje novih plovil in brez tega dokumenta bi se tudi to podjetje izselilo. Kaj je uskladiti do drugega branja? V bistvu do drugega branja je potrebno uskladiti. V tem trenutku imata odbor za okolje in prostor ter infrastrukturo ter odbor za podeželje različne poglede okrog dovolitve izgradnje pomožnih objektov za potrebe kmetijstva. Na odboru za okolje in prostor so dali omejitev 50 metrov od obstoječih objektov. V bistvu so malo upoštevali potrebe. Jaz dam primer vedno, če ima nekdo 5 km od doma sadovnjak,
potem verjetno rabi eno uto, da bo noter pospravil kakšno orodje, kakšno škropilnico in na koncu koncev tudi zaboje za obiranje plodov, tako da bo potrebno tu najti tisto vmesno pot med bojaznijo, da bi prišlo do zlorab in pa med dejanskimi potrebami. Pa kot sem dejal, prepričan sem, da bodo to zmogli.